Ful dober mesečnik je pred nami, tacga še ni bilo, numerologijo se bomo učili, gibali se bomo in enega prav posebnega dečka imamo. Ne zamudi, jaz komaj čakam. Maj vedno prinaša spremembe, veter sprememb je v zraku, jaz verjamem, da ga bomo tudi slišali, kako se zaletava v okno. Torej govorimo o času, ko bo potreba po svobodi večja, kar bo seveda znotraj karantene kar izziv. Govorimo o času, ko naj bi presegli svoje meje, pokukali na drugo stran, saj veste, trava je ponavadi pri sosedu tako bolj zelena. Ampak kaj je res? Torej, letošnji maj je poseben, letošnjega maja ne bomo gledali k sosedom, pa se primerjali z drugimi, ampak bomo bolj gledali svojo preteklost. Se pravi, v tem času je morda kar v redu, da smo malček bolj pri miru kot sicer, da ni nekih mašil, da ni nekih, bom rekla, mehanizmov bega, s katerimi se sicer zamotimo, kajti spraševali se bomo naslednje stvari, preden izumem še kar nov jezik. Ali ste še vedno tu? Ali ste še vedno del te zgodbe? Torej v mnogih odnosih, navadah, zanimanjih, konjičkih, tudi službah, tudi poslovnih poteh, kariernih izbirah se morda ne bomo našli več, oziroma se več ne najdemo. In zdaj je čas, da si nalijemo tega čistega vina in si to priznamo. Kje v resnici vašega srčka ni več? Kje vas kot vas ni več? V katere odnose, navade, zanimanja in tako naprej ne investirate več sebe, svojega časa, svoje energije z isto tisto strastjo. Število 5 simbolizira strast. Če slučajno ste pali. Torej, v tem času govorimo o zaključevanju. Lahko bi se zgodilo, ker smo v odnosih, da boste želeli odnos prekiniti ali ga popolnoma prestrukturirati. Ni vedno rešitev razhod, definitivno pa je rešitev, da odnos spremenimo. Kar pa pomeni, da se moramo najprej umiriti in si sploh pogledati, kaj ja in kaj ne. In to velja za vsa področja letos. Torej, kaj je tisto, kar vas še vedno prebuja radost? Kaj je tisto, zaradi česar rečete, jaz komaj čakam, the best? In kaj je tisto, kjer ti radosti ni več? Tudi to je pač del življenja, s tem ni nič narobe in narobe je, če si lažemo in če določene stvari razvlečemo predolgo. Torej, v tem času se čim večkrat umirite, vprašajte sebe, kje se vidite čez 50 let in če se vidite še vedno v teh nekih navadah, okvirih, stalnicah, super, če ne, pa je čas za nove gradnike življenja. In pravzaprav to je darilo meseca maja. Drugačni, bolj stabilni gradniki življenja. Kaj je tisto, kar vas gradi? Duhovna lekcija maja pa je sočutje do drugačnosti in se pravi ne samo do tistih, za katere menimo, da si sočutje ne zaslužijo, ampak do tistih, ki so drugačni, ki delujejo drugače. Se pravi, ni naša naloga, da mi pametujemo, ker ponavadi za druge tako dobro vemo, kaj bi mogli narediti, vse nam je jasno, vse vemo, kaj bi mogli, kako bi mi to čisto drugače počeli, če bi bili na njihovem mestu. Ni mogoče celo zelo res, ampak torej, biti sočutni, brez tega, da zraven pametujemo, ampak sprejmemo drugo osebo, se zavedamo, da ima vsak človek svojo pot, svoje izbire in pravico biti drugačen. Včasih so rekli, vsak ima pravico biti kreten, vprašanje pa je, če niso tisti, ki z njimi vztrajajo, večji. Vse veste kaj. Torej, če ste v odnosu, kjer imate občutek, da niste spoštovani, niste cenjeni, to ni to, potem se vprašajte, zakaj ste še vedno v tem odnosu, oziroma kako to lahko spremenite, se to vendarle ni nemogoče. V tem času torej bomo malo bolj čustveni, bomo malo bolj impulzivni, strast sem že omenila, torej razkrivati, odkrivati sebe, svoje najbolj globlje, tiste dele, katere mogoče zatiramo, ker je pač grdo, torej biti zapeljivi, biti seksi, biti sami do sebe, čutni in izkusiti življenje. Sej zato pa smo tukaj, ker smo še zmeraj živi. A ni to fajn? Torej, ne glede na to, ali bo karantena pred nami še cel maj ali ne, je to obdobje, v katerem dajmo iti preko svojih mej. Pa ne ven, ampak tokrat vase. Se pravi, ne tako zelo hitro naprej, ampak nazaj. Kaj v preteklosti bi naredili drugače? Zakaj bi naredili drugače? Kje se več ne vidite? Kje v resnici več niste srčkom, dušo in vašim zagonom in radostjo? In jaz mislim, da če se bomo ukvarjali s temi vprašanji, bomo imeli več kot dovolj za početi. No, posebna poslastica tega meseca pa je, da se bomo naučili izračunati našo osebno formulo, kako pogledati, v katerem osebnem numerološkem mesecu smo in kaj to za nas prinaša in kar dajmo. Numerologija ni samo naša osebna analiza, v čemu smo močni, v čemu smo dobri, kako smo kompatibilni in tako naprej. Pomaga nam tudi razumeti naša osebna obdobja.
Letošnje leto je za vse nas leto odnosov zaradi posebne kombinacije števila 2, vse nas bo malo premetavalo levo desno, mi pa se bomo naučili, kako izračunati svoj osebni numerološki mesec. Jaz upam, da si vmes ne bo jezik zataknil. Torej, prvi korak je, da bomo izračunali vaše osebno numerološko leto, iz tega bomo izluščili mesec in potem bomo naredili kratek pregled od 1 do 9, kar pomeni, da to vpliva na vas letos maja. Se pravi, jaz bom upoštevala dejstvo, da smo v letu 2020, da gre za točno določeno osebno leto oziroma točno določen osebni mesec. A sem zakomplicirala? No, pa dajmo odkomplicirati. Tukaj zdaj bomo dali formulo. Ponesete samo dan in mesec svojega rojstva, se pravi, letnica nas ne zanima. Letnica, ki nas zanima, je 2020, zato je tukaj napisana 4. Ko boste to sešteli, bomo to prišteli potem k številu 5, ki simbolizira maj. Če je lažje, si dajte video ustaviti in v miru prepisati na listek, za sebe pa mogoče še za koga drugega, če ste firčni, in potem bomo v miru nadaljevali. Se pravi, dan, mesec plus 4 za 2020 plus 5 za mesec maj je vaš osebni mesec maj v letu 2020. Torej, tisti, ki greste v enko, to pomeni, da predvsem iščite napredek, iščite, v čemu ste dobri, kako lahko napredujete. Kaj je tisto, kar v preteklosti ni prineslo potrebnih rezultatov, kar ni prineslo tistega cilja, ki ga slišimo v ozadju. Torej, tisti pa, ki stopate v 2, boste v ospredje postavljeni vi in vaši odnosi. Torej, na kakšen način komunicirate, kako izražate svoje mnenje, ali morebiti poveste, da drugače razmišljate kot drugi, do kam puščate svobodo sebi in do kam puščate svobodo drugim. To bo duhovna lekcija za vas. Tisti, ki stopate v osebni mesec 3, bo pred vami obdobje, ko bo vaša domišljija malo bolj burna, malo bolj razposajena, se pravi, ne čisto vsaki misli, ki bo šla mimo vas, ravno verjetno prvo žogo, ne verjetno vsaki novice, ki bo šla mimo vas, predvsem pa dajte izraziti sebe. Sebi. Ne drugim, ne staršem, ne otrokom, ne partnerju, ne sosedu, ne šefu, sebi. Tisti, ki stopate v 4, bodite še posebej pozorni na svoje počutje, na svoje zdravje, na svoje tiste primarne gradnike v življenju, se pravi dom, družina, bomo rekli tudi zaslužek, vse tisto, kar vam osebno daje občutek stabilnosti in občutek varnosti. Mogoče boste malo bolj trmasti v tem času, ampak ne se bati, bo popustilo. Oziroma vaša okolica ne se bati, bo popustila. Tisti, ki stopate v 5, pred vami pa je še posebno dinamičen mesec, govorimo o spremembah, na katere niste pripravljeni, jih ne pričakujete in ki po vsej verjetnosti ne bodo trajne. Torej, če se vam zgodi karkoli takšnega, kar vam ne bo pogodo v tem času, ne obupati, velika verjetnost je, da se bo to pričelo in končalo v samem maju. Tisti, ki stopate v 6, pa govorimo o izzivih ljubezni do sebe, se pravi, do kam puščate svobodo tistim ljudem, ki imajo morebiti dvojna merila, ki morebiti od vas zahtevajo veliko, sami dajo malo, mogoče ste tudi sami do sebe včasih takšni. Torej, predvsem govorimo o čustvenem mesecu, o mesecu romantike, o mesecu ljubezni, torej nič nenavadnega ne bi bilo, če bi vaše oko mogoče ujela prav posebna oseba. Tisti, ki stopate v 7, pa ravno obratno, stopate v obdobje, ko bo malo več tišine, ko vam bo prijal odmik, ki je pravzaprav namenjen temu, da prepoznavate sebe, kako ste vi lahko bolj kvalitetna oseba in kaj v preteklosti ni delovalo, torej kako lahko dvignete kvaliteto sebe, svojih navad, svoje prehrane in tako naprej in vsega, kar počnete, na način, da boste vi bolj kvalitetna oseba. Se pravi, predvsem poglejte v sebe. Tisti, ki stopate v 8, pa stopate v obdobje, ko je potrebno, da ste učinkoviti, torej ko vas bo nekaj zamikalo, dajte biti aktivni, ne filozofirati, ne samo upati, ne samo razmišljati, kako bi bilo fajn, ampak dejansko dajte kakšne korake v tej smeri narediti. Število 8 je tisto, ki nam jasno pokaže, kaj deluje in kaj ne, se pravi, za vas je to izvrstna priložnost, da vidite, kje pa resnično vaša dejanja, vaša aktivnost ne prinaša tistih rezultatov, ki si jih vi želite. Ne biti jezni na sebe, samo spremenite svoj pristop. In na koncu še 9, ker tisti, ki stopate v število 9, pa v tem času lahko pričakujete določene nepričakovane zaključke. To lahko pomeni tudi to, da kar naenkrat vam goveja župa ne bo več dobra. To ni nujno, da je nekaj slabega. Lahko govorimo o tem, da boste preprosto ozavestili, da nekaj več ni tak zakon, kot je bil in da mogoče kaj drugega je boljše. Predvsem pa govorimo tudi o razumevanju sebe in svoje daljnosežne preteklosti. Se pravi, za vas to posebej velja,
Ne se ustaviti samo pri letu 2012, ki smo ga omenili v prejšnjem videu, ampak dajte pregledati celotno svoje življenje, kaj je včasih veljalo, kaj zdaj več ne velja in potem tem stvarim več ne namenjati pozornosti in pretirane energije, denarja, čustev in tako naprej. Kar pa je v bistvu vodilo za vse nas. Maj nam bo pokazal, kje potrebujemo več svobode, kje potrebujemo spremembo. Predvsem se vprašajte, zakaj. Kajti saj veste, kaj pravijo. Ni važno, kam greš, lahko se preseliš na drug konec sveta, samega sebe boš vzel s seboj. Torej včasih ni odgovor nov partner, ni odgovor nov dom, ni odgovor nova služba, niso odgovor ti valovi, ki nas premetavajo levo in desno, ampak smo odgovor mi. Torej, dragi moji, izračunati, pogledati in naj se potem tista ta prava rdeča lučka in cingljanje vključi. Sama kombinacija števil, se pravi maj je 5, seštevek je 9, po takih posebnih formulah simbolizira gibanje in zdravljenje preko gibanja. Se ravno, da marsikomu je zdajle prišel na misel tai chi, joga, vzhodnjaške discipline. V mojih mesečnikih smo že govorili o tekvandoju, zato bomo z eno zelo zanimivo prigodo tekvandoja tudi pričeli. Nadaljevali pa bomo z Jakobom Kapusom, s katerim se bova malo bolj poglobila v gibanje, v zdravljenje, tudi v ples, tudi v še marsikaj zanimivega. Torej v maju čim bolj migati, poslušati svoje telo, kaj vam govori, čim bolj se sprostiti. Se veste, kaj pravijo, pleši tako, da te nobeden ne gleda. Ko učitelj postane učenec. Na Facebooku sem zasledila tako zelo simpatičen prispevek Urške Mitrović, ki je učiteljica, ki je postala učenka tekvandoja. Dajmo najprej pogledati, kako ji je šlo. Tekvando, začetni tečaj, prva lekcija. Učitelj Filip, drugi razred, 7 let. Učenka Urška, let. Sem pozabila copate dol dati. Filip, jaz sem slišala, da si ti vmes postal že celih 8 let star, tako da z malo zamude vse najboljše. Dobro si ti tole Urško naučil. Zate pa imam jaz zdaj sporočilo od tvojega učitelja. Živijo, Filip, lepo je videti, da si aktiven med tem časi, ko je ta virus okrog. Sem zelo vesel, da delaš in da si priden. Eno mehno stvar sem hotel povedati. Prva stopnja je, da si učenec, druga stopnja je, da razumeš stvar in tretja stopnja je, da učiš naprej. In vidim, da ti to že obvladaš in upam, da se kmalu vidimo na treningu. Tvoj trener Tomaž. Tole je bil Tomaž Zakrajšek iz tekvando kluba Kang iz Škofljice. Hvala lepa za tvoje sporočilo, Tomaž. Filip, jaz sem prepričana, da boš Uršo še marsičesa naučil, kajti tvoja ocena, ki jo bomo sicer zdaj malo bolj skrajšano delili z vami, točno to obljublja. Poglejmo. Sliši se pa takole. Pozdravljeni, učiteljica.
ta posnetek ni bil ravno tako, kot sem ga posnel jaz. Za začetnika je odlično, ampak pazite, za besedo odlično je tista, veste, smajli, ki ni smajli, tist. Mislim, da to veliko pove. Nadalje, če želite oceno, jo bom napisal na koncu tega maila. Dragi učitelj, že vnaprej se ti zahvaljujem, ki mi je ne boš poslal. Pazite, še sledi. Če želite, vam bom poslal tudi kaj težjega. Če preživim tele počitnice prvomajske, pa bom preživela, ama baš vse po moje. Čakam, težje giben, torej. Pazite, pol pa piše, ocena, dvopičje in spodaj. Pazite, to je mednarodna ocena. Excellent! Go Urška, go Urška, go Urška, go Urška. To, kar zdaj vidite, tam je še me in area dance, po slovensko bi temu rekli ples na svili, ples na tkanini, ples v zraku. Ti posnetki so meni resnično kot živa poezija in ne glede na to, ali gre za nek eksotičen ples, kot je tudi ples na obroču, ples na štangi in tako naprej, gre za ples, gre za izražanje sebe, torej dajte v tem uživati, pa če gre za nekaj eksotičnega, naštudiranega ali pa staro, dobro polko, sredi dnevne sobe, torej dajte uživati, tako kot uživa ona. Jakob se že pritvuje? Dobar dan. Zdaj je z vano Jakob Kapus, komor gibanje nikakor niti slučajno ni neznano. Se pravi, Jakob, ti pa se res gibaš na vse možne načine, od športa, plesa, joge, pilatesa in še marsičesa. Tudi ples je šport. Tudi ples je šport. Res je, res je. Kje bi rekel, da sebe najbolj najdeš, ko govorimo o kontekstu zdravljenja preko gibanja? Katera mogoče ta zvrst, disciplina, način ti je najbolj blizu ali pa najbolj efektiven? To je zelo zanimivo vprašanje. Mislim, da je to prav odvisno od posameznikove osebnosti, pa tudi od tega, v katerem življenjskem obdobju se človek nahaja. Vem, da zame kot profesionalnega plesalca 100 let nazaj je bil ples pač tudi zdravilo. Ja, greš noter, čez ples izražaš emocije, čustva. Po drugi strani tudi, ko si nesrečno zaljubljen in greš v diskač in potem tam žuraš celo noč? Takrat je bolj veljalo kot odklop. Tisto je mogoče malo drugačen način in ne procesiraš to globoko. No, to sigurno ne, daš pa ven iz sebe. Ven iz sebe pa ja, oziroma sprostiš neko odvečno energijo. Ampak prav, če govorijo o čustvenem procesiranju zadev, se ponavadi te zadeve zgodijo dosti na samem, oziroma je nek meditativni vklop. Eni sicer ločijo, pač meditacija je nekaj, ki sediš primer, pa se ti nič drugega ne dogaja, pa imaš gibanje, ampak jaz sem samo ugotovil, da v bistvu čisto vsako gibanje je lahko meditacija na nek način. Recimo v zadnjem obdobju mi najbolj paše za meditirati tek. Tek, ker te spremljam na Instagramu in ko se gledam, si mislim, mene bi prišlo k zadev že zdavni, ta pa tako laufa, da mu nič ni, tako da to je res. Vsi pravijo tudi, da je pomivanje posode lahko meditacija, gre v bistvu za stanje našega uma. Vi ste pa tukaj mogoče takoj dotaknili joge in pilatesa. Marsikdo ti dve zvrsti gibanja dojema kot meditacijo. Se pravi, marsikdo si jogo razlaga kot ležijo na tleh in ne delajo nič, to pa ja ni šport, to pa ja ni gibanje. Kako bi to komentiral, glede na to, da si vaditelj in voditelj joge in pilatesa?
tukaj pač miselnost, da joga je meditacija, je pravilna, samo ljudje imajo napačen predstavo, kaj meditacija v resnici je. Ja, tako da joga je meditacija, vsak gib si v sebi, si v telesu, probaš iti ven iz uma na nek način. Tako da, ja, vsaka stvar se dogaja z neko popolno koncentracijo, osrediščenjem, odklopiš zunanji svet in resnično tako lahko doživiš vsako vajo na ta prav način, se pravilno postaviš. Tisti, ki mislijo, da je joga tako mačji kašelj ali pa kaj, naj probajo, pa to ne pomeni, da moraš znati dati nogo za vrat, ali pa tudi to je eden od teh vidikov, joga rabiš, da pa noge tlačijo za vrat, pa... Marsikdo si zelo narobe razlaga sam koncept joge in vaj in tega, kar naj bi se tam počelo, to je res, ja? Različic jog je toliko, kar je različnih ljudi na svetu, tako da tudi jog imaš nešteto različnih oblik in vsak mora najti tisto, ki mu odgovarja. Pa to je eno od primarnih gibanj, ki so že tisočletja z nami in v bistvu se iz joge marsikaj ven v resnici razvila. In v zahodnem svetu je joga dobila tak misteriozen prizvok, joga, in pa vsi vidijo ljudi, ki so v različnih položajih in izbeli in gledaš in to. Ne. Po drugi strani ima pa tudi odnos do joge v zahodu je pa postal tudi, ki se do nje obnašamo kot do telovadbe. Ni pa telovadba. Ja, se razmigaš telo, ampak pač to ni gimnastika. Rabiš drugačen mentalni pristop in takrat v bistvu treniraš in glavo, in telo in takrat se lahko dejansko tvoja notranjost sprosti in doživi in razživi in takrat kaj predelaš in zdraviš dejansko s gibom. Zdaj bom samo na hitro omenila, jaz sem Jakoba prosila, če bi nam vsaj kakšno asano pokazal, kot recimo Pozdrav sonce in je fantastično nazaj rekel, da to rabiš vsaj 20 minut, vse razložiš, če hočeš iti res v globino in res v to, kar Pozdrav sonce je. Tako da, kar tako zdaj le poveva, da 8. maja ob 8. zjutraj bo poseben live na Zoomu, kjer bo Jako pripravil poseben jutranji program ravno za to prebujanje telesa, prebujanje čija, ker seveda z gibanjem se lahko tako umirimo, kot prebudimo, kot tudi sprostimo energijo. Mogoče, če bi nekdo, kaj bi priporočil za vsako izmed teh zvrsti? Se pravi za umirjanje, za sproščanje energije in tudi za to, da se mi prebudimo in uravnovesimo naš či. S tem vprašanjem se kar nekaj cajta ukvarjam in med drugim tudi pripravljam tak spodbudilk v bistvu pripravi enega programa, moj jutranji ritual, kjer bom pomagal ljudem izbrati oziroma najti način, ki njim najbolj ustreza in paše. Tako da se bomo šli čez različne tehnike, od dihanja do gibanja. Nekoga pač tek lahko popolnoma pomiri, nekomu dvigne adrenalin. Tukaj smo si toliko različni, pa premalo volje imamo do raziskovanja. Tukaj se mi zdi največ. Nekaj probamo enkrat, pa ne. Najprej moramo malo znati vsako stvar, pa malo iti čez to, da mi je neudobno, pa se še lepo odločiti, da nekaj je za nas, ni za nas. Pa če ni za nas nič hudega, ker je milijon drugih stvari. Tako da težko ti odgovorim na to vprašanje tako zelo plastično. Ja. Tako da lahko pač... Čez stvari, ki se spomnim pri jogi, ko sem jaz hodila, je dostikrat pač bile vaje tudi narejene tako, da si pač prišel do svojih mej in si vztrajal. Ker tudi v življenju včasih je tako, pridemo do svojih mej, pa moramo vztrajati, ker ne pomeni, da to lahko apliciramo na čisto vsako situacijo, seveda ne, in tudi vsak mora sebe poznati. Kaj pa tebe največ sprašujejo? Ti si le strokovnjak tega, kar počneš, tako da mogoče boš ti bolj vedel, kaj bo moje najine gledalce zdaj le zanimalo, ko govorimo o zdravljenju, kaj tebe najbolj sprašujejo? V bistvu še zmeraj največ vprašanj povezanih z gibanjem prihaja v zvezi s fizičnim izgledom še vedno. In hujšanje. In hujšanje vse, pa ne bom rekel, da mi je žal, da je tako, zato ker to je samo eden od korakov. Ker tudi jaz, ko sem se začel gibati, pa biti trener, fitness, pa to je bila je bila estetika, seveda, potem pa začneš razvijati drugačen odnos do gibanja, tako da je to samo en korak, tako da ni nič narobe, dokler imajo ljudje zanimanje in napredujejo, slej ko prej pridejo do nekih točk, ki na gibanje gledajo drugače, tako da največ vprašanj. Celostno, kot tudi pristop zdravemu življenju v končni fazi. Tako, pač, če je naše telo odporno, je malo bolj odporen tudi naš če se naše telo dobro počuti, se mi pač bolj počutimo. Sami vemo, da če nas neki orang boli v telesu, pač je naš fokus tam. Tudi če greš v službo, pa pozameš tableto,
podzavest še zmeraj šiba, ukvarjaš se tudi s svojim čudnim kolenom in ko veš, kaj je konc, ko pozornost gre, spet se spomniš na tako in pač dejansko sploh ne živiš. Tako da pomemben je, da gradimo svoja telesa, da gradimo odpornost. Ne vem, pač, življenje. Toliko imaš gibčno telo, toliko si gibšen v življenju, pa mogoče se zdi smešen. Mogoče malo opazujte ljudje, oni kako hodijo tako trdo okrog, so zelo ukorni tudi v svojem življenju, kako reagirajo na situacije, kako se odzivajo na stvari, ki se zgodijo. Ali pa kako ga objamete, kako vas objame, to je govorica telesa, ki je ful povedana, se nekdo zlije z vami. Eni so kar tako. Ja, eni vidijo se tako malo naslon nate, kaj ena umara, nič narobe s tem, ampak s tem veliko povemo, kako doživljamo življenje, kaj dajemo, kako, vse smo različni, tako da ni tukaj prav pa narobe, ampak so stvari, ki so zelo, zelo močno povezane in gibanje je eden od kamenčkov v mozaiku in eni se odločijo, da začnejo stvari spreminjati z glavo, z meditacijo, z mirom, eni začnejo stvari spreminjati z gibanjem, eni začnejo na takšen, drugačen način, vse poti so prave, samo treba je iti na njo, pa vztrajati, pa se premikati. Ja, pa se premikati, ja. Ne samo v teoriji, mi zdi, da smo dostikrat takšni, vemo, kaj je zdravo, se pravi od hrane do gibanja in nekako se nam zdi, ker vemo to, kar počnemo, tako da treba se je spraviti iz posteljice, kavča, česarkoli in se gibati. Tako da jaz sem prav vesela za tale najin 8. maj, se ga veselim, da je še enkrat ponovim. 8. maj ob 8. zjutraj na Zoomu, vse podatke bova še dodala in takrat v bistvu kaj lahko pričakujejo? Se pravi, neki jutranji ritualček, jaz predlagam, vaje. Veš kaj predlagam? Predlagam, da ti narediš en tak lep jutranji numerološki uvod, da nas malo energije uvedeš. Tako najprej številka, ja, da takoj začneš. Malo številkami, tako. Potem bodo vsi veseli, ko bojo s tabo migali. Potem bomo naredili pa čez 3 do 5 vaj, odvisno koliko časa bomo imeli, takšnih zelo preprostih vaj, se bomo sprehodili, ki aktivirajo naše telo za različne energijske procese. Niso tibetanske vaje, izhajajo iz zelo starodavne joge, nič zapletene, ampak mislim, da je ena takšna stvar, ki je vsakmu lahko domača, pa ki jo lahko tudi s pridom ukomponira in uporabi v svojem življenju. Pa se pravi, koristno in uporabno za vse, ni omejitev starosti. Ne, nobenih omejitev, ne zdravstvenih, ne čisto nič takega divjega ne bomo počeli, bomo se bolj uporabljali gibanje za aktivacijo energije. Super, Jakob, ful ti hvala. Za konec zdaj vas smo povedati, ti si nekdanji profesionalni plesalec, voditelj joge, pilatesa, tudi sam veliko delaš o sebi, veliko raziskuješ, a sem te pozabila, da ne bodo mislili, da kar mali zraka jemlješ, ampak da bodo vedeli, da pač gre za dolgoletne izkušnje in znanje, ki jih imaš. Ja, v bistvu sem svoje življenje, lahko rečemo, posvetil gibanju, takšnemu in drugačnemu. Spomnim se še 10 let nazaj, ko sem govoril, pa nikoli v življenju joge ne bom delal, to je pa nekaj čist brez veze, to je pa sam za pa recimo je to zdaj ena izmed stvari, ki se moj dan brez nje ne začne, tako da Včasih se še spomnim mimo grede, tako da A se že to poznava? Tudi jogo, to sem sploh od drugih slišala, niti od tebe, ne slišala sem, da si fantastičen. Moj Jakob, a si ti ziher? Tako da super. Moramo biti pustolovci na vseh teh področjih v življenju. Pa včasih nam paše jesti krompir, pa naslednjič nam paše pa kaj drugega, tako da se ne omejevati. Včasih se takšen način gibanja, ki nam je pasal, izteče, pa je treba poiskati kakšen drug način. Tega se ne bati, to ne pomeni, da lahko zdaj obstanemo, pa da nič več ni za nas. Super. Tudi to všeč, ko si se prej dotaknil plesa, vse te stare kulture, Indijanci, tudi v Afriki, še zdaj vidimo, koliko svojih čustev izražajo s plesom, molitev izražajo s plesom, doživljajo izražajo s plesom. Vse v bistvu tudi otroček, če ga pogledaš, spontano zapleše. Zapravo ta gib, premikanje telesa se mi zdi dan danes, ko smo veliko za računalniki, veliko za TV sprejemniki, ko sedimo v avtu, sedimo doma, sedimo v službi, je pomembno, da sami sebe motiviramo, da začnemo migati, tudi če je to, kaj pa vem, stara domača polka srednjevne sobe ali pa če je to nekaj bolj sofisticiranega, eksotičnega, sploh ni važno. Tisto, kar je nam v danem trenutku prijetno in nam daje nek občutek energije, nekega. Pa če bomo čakali, včasih je prijetno, pa te pokliče, včasih je pa neprijetno iti v to. Zato, kadar greš kaj pucat, pa to nam je itak ponavadi vedno malo splošna čustvena navlaka, joj, ne bi šli v to. Včasih je fajn. Prsilt je grda beseda, prsilt, ampak
se malo pomatra. Spodbuditi se, pa reči, grem za 5 minut, spodbuditi. sej ne rabim 1 uro. Grem za 5 minut, pa pol ponovadi iz takšnih vedno rad, takšne 1 ura. Ja. Jaz bom rekla, tudi ko tebe vidim, te se pohecam, jaz pač te kondicije, kot jo imaš ti, absolutno nimam. Ampak tako, kot te gledam človeka, kar ima, mi tudi. Tako da hvala ti tudi za tvoje Instagram storije, za vse to tudi na Zoomu, zdaj, kjer delaš in vadiš ljudmi, tako da jaz se naju prav veselim 8. maja. Zaenkrat ti bom rekla, hvala ti, Jakob, za vse tvoje znanje in za tvojo družbo. Hvala tebi.